V cerkvi Svetega Duha v Črnomlju, ki je že 5 let prizorišče slikarskih razstav in glasbenih koncertov, so nedavno pripravili koncert vokalne skupine Galina. Skupina 4 deklet, prekaljenih zborovskih pevk, ki jih vodi Ana Erčul, je nastala pred 2 letoma. Vse so pele v bistvu pri enem zboru, premešanem zboru Krog iz Ljubljane. Tako da potem pa so v bistvu malo začele prepevati skupaj in so rekli, zakaj pa ne bi to majčkeno bolj resno začele. In potem so poklicali mene, če bi jih pač vodila kot umetniški vodja. In zdaj smo v bistvu glih 2 leti, obstajamo in pojemo skupaj. Dekleta sicer še vedno sodelujejo v najrazličnejših pevskih sestavih. Obetavna mlada zborovodkinja Ana Erčul, ki se redno izobražuje na številnih zborovodskih in dirigentskih mojstrskih tečajih slovenskih in tujih strokovnjakov, pa vodi več pevskih zborov in vokalnih skupin. A kljub temu najdejo čas za resno delo in ustvarjanje v vokalni skupini, ki so jo poimenovale Galina, kar v prevodu pomeni kokoš. En fant od naše članice študira zgodovino in latinščino in potem je rekel, da pa vi ste itak ene kure, ampak da se to pač malo lepši sliši, kokoške, pa to smo si izbrali pa latinsko ime Galina. Celotni programski opus Galine obsega priredbe slovenskih umetnih in ljudskih pesmi ter izbor slovenskih in tujih vokalnih pop-jazz skladb. Še posebej pomembno poslanstvo pa skupina vidi v tem, da spodbuja mlade slovenske skladatelje k ustvarjanju novih skladb in s tem prispeva k dvigu kakovosti slovenske glasbe v izvedbi ženskih sestavov. Tako da smo letos naročili prvič 4 novitete za visoke glasove, ki so napisane prav za nas. Avtori so pa skladatelji Andrej Makor, Matija Krečič in Mojca Prus. V Sloveniji imamo zelo dobre mlade skladatelje, ki potrebujejo več priložnosti, da se predstavijo, je prepričana Ana Erčul. Mogoče najbolj bi bilo, da jim zbor pač naroči ali pa neka skupina, da jim to naroči, ker za njih je težje, da nekaj napišejo in potem iščejo neki zbor, ki bi to izvajal. Vokalna skupina Galina, ki jo sestavljajo Višnja Fičor, Ana Plemenitaš, Urška Brank in Belokranjka Manca Simonič, je v 2 letih obstoja nanizala veliko koncertnih nastopov po Sloveniji. Dekleta pa so se preizkusila tudi na tekmovanjih. Letos smo tekmovali v Mariboru na državnem tekmovanju za zbore in male vokalne skupine, kjer smo dosegli v bistvu srebrno priznanje. In smo v bistvu zelo zadovoljni, ker to je bilo pač naše prvo tako malo večje prvo tekmovanje in prvo malo večje predstavitev pred širšim zborovskim občinstvom, ker vsi vemo, da je pa Maribor nekakšen tak zborovski praznik, bi rekli. V teh dneh načrtujejo letni koncert v Ljubljani, ki ga nameravajo ponoviti v še nekaj slovenskih krajih. Pripravljajo se tudi na snemanje novitet, posebej napisanih za njih, in pogledujejo čez državno mejo. Mikajo jih namreč nastopi v tujini.
Rade pa bi se udeležile tudi tekmovanj. V naslednjem letu imamo v planu kakšno zborovsko tekmovanje, še iščemo primerne, ker so tudi za vokalne ansamble jih je manj, kot pa recimo za zbore.